Kako torej občina izdela lokalni načrt hodljivosti? Za začetek je potreben sklep o tem, da bomo izboljšali pogoje za hojo, in zato občina oblikuje delovno skupino. Njen glavni namen je, da se povežeta prometno in prostorsko načrtovanje, da združimo te strokovnjake, ki običajno delajo vsak na svojem polju, v eno delovno skupino. Naslednja poteza je, da občina tudi izbere prostorskega načrtovalca, ki bo pomagal izdelati načrt, ki bo opravil vse tiste naloge, ki presegajo zmožnosti in kapacitete občinske uprave, in da potem tudi sestavi en pregledni seznam razvojnih dokumentov, ki so lahko povezani s tem, kaj občina na primer že dela v to smer, kaj bo vplivalo ali lahko vpliva na pogoje za hojo. Tukaj so celostna prometna strategija, tukaj so drugi razvojni dokumenti, na primer z področja dela z mladimi, z področja šolstva, z področja turizma in podobno. In pa sledi oblikovanje lokalne posvetovalne ali fokusne skupine. To pa je skupina deležnikov, ki nam pomagajo strani javnih institucij in zavodov in drugih organizacij, kot so na primer Društvo upokojencev, Društvo mladih, druge nevladne organizacije, šole, razumeti prometne tokove in pojasnjevati probleme in v bistvu iskati to specifiko vsake občine, kje so največje težave in kje so pravzaprav rešitve glede na našo lokalno skupnost, glede na to, kako promet v lokalni skupnosti teče. Ko smo tako daleč, je treba pripraviti kartografske podlage, na osnovi katerih se potem lahko izdela po eni strani grafično predstavitev peš razdalj v prostoru, da razumemo, kako daleč je kaj v kraju, ki ga proučujemo, in da lahko tudi določimo območje obravnave. Če ugotovimo enkrat, kako daleč so dejavnosti med sabo peš razpostavljene, lahko se pogovarjamo o tem, koliko časa bomo potrebovali za podrobno analizo, in potem tudi pridemo bliže temu, kako velik areal bomo pravzaprav analitično obdelali in za katero območje bomo izdelali načrt hodljivosti. Prva delovna naloga na terenu sledi, in sicer zdaj smo pripravljeni, opremljeni za odhod na teren, imamo kartografske podlage, razumemo, kaj približno je 5, 10, 15 minut peš, in delamo dve stvari. Imamo v rokah opozorilni seznam, ki nam pomaga sistematično speljati analitičen pregled stanja peš površin, povezanost, prehode, ovire na poteh, kakovost tlakovanja, opremo, senco, sonce, privlačnost poti, tudi povezave na javni potniški promet, pritličja stavb, čistost okolja, varnost, vse tisto, kar privlači ali pa odvrača od hoje. Sočasno v resnici upravljamo dve naloge, nabiramo te informacije, po drugi strani pa tudi umerimo tehnično izmerjene razdalje. Prehodimo pot in gledamo, kaj res pomeni 5 minut, 15 minut, zato da vidimo, kako se ta izračun ujame z izkušnjo pešca v prostoru, in smo potem bolj prepričani, da vemo, o čem govorimo, ko rečemo, da je nekaj blizu ali pa je nekaj daleč. Lahko tudi potem svetujemo, naprimer, da se te peš razdalje prenesejo na razne prikaze v prostoru, zato da spodbujajo poj in podobno. Te peš razdalje imajo več funkcij v načrtovanju. To delo opravimo tako, da ko detektiramo preko seznama opozorilnega probleme ali pa stanje v prostoru, jih tudi prenašamo na karto in sestavljamo tako, po eni strani na karti označujemo situacije, na drugi strani sestavljamo pregledni seznam ugotovitev, in počasi gradimo to našo analitično sliko o stanju. Ta slika prva je ekspertna ocena, to so lahko načrtovalci, ki niso domačini, ki pa so usposobljeni razumeti, kakšni so dobri pogoji za hojo in kakšni pogoji so na primer slabši, in to tudi na nek način ocenijo. Sledi organizacija prvega posvetovanja z lokalno fokusno skupino. Predstavnike, ki so že prej pristali na to, da bodo sodelovali v procesu, povabimo na en pogovor. Na tem pogovoru se zgodita dve stvari. Prostorski načrtovalec s svojimi sodelavci predstavi
stanje hodljivosti. To prvo grobo oceno pove, kaj približno je ugotovil, pove namen načrta hodljivosti in predstavi stanje hodljivosti in potem hitro prepusti pravzaprav priložnost gostom, da povejo vsak s svojega vidika, vsak z vidika ali organizacije ali pa populacije, ki jo zastopa, kakšne so pravzaprav izkušnje pešcev, kakšne so potrebe, kakšno je doživljanje v bistvu pogojev za hojo z njihovega vidika. Tako se v resnici zgodita dve stvari. Udeleženci po eni strani začnejo razmišljati o hoji in o pešcu in o teh nekih vidikih ustvarjanja dobrih pogojev. Načrtovalci pa pridobivajo nove uvide. Na tej prvi fokusni skupini se v bistvu lahko že pride zelo daleč k temu, da ugotovimo, kje se nam zgoščujejo nekako problemi in kje bi lahko na enem zaokroženem območju najbolj učinkovito izpeljali to analizo in pokazali, kako se lahko tako organizirano pride do napredka. Smo že zelo daleč, že zelo dobro razumemo okoliščine in lahko se dogovorimo, občina se lahko z načrtovalcem dogovori, koliko časa si bi rada vzela za ta problem rešiti in temu primerno tudi se potem določi prostor oziroma območje obravnave. Območje obravnave je lahko različno, v zelo majhnem kraju je lahko cel kraj, v večjih krajih so to neki zaokroženi logični deli kraja ali samo središče mesta, kjer je najbolj interesantno, mogoče zelo hitro dvigant kakovost pogojev za hojo, zato da bo čim več ljudi, ki pridejo v mesto, imelo koristi od tega. Lahko so pa zelo dobro izhodišče za to delo tudi posamezne šole. Načrt šolskih poti je ena stvari, s katero se občine ponavadi ukvarjajo in tukaj se srečajo te različni interesi in je tudi to mogoče lahko zelo zanimivo okolje, da se začne na tem področju delati. To se nikoli seveda itak ne tiče samo otrok, ki hodijo v šolo, ampak vseh pešcev, je pa ta vzgib za delo lahko načrt šolskih poti. V našem programu Aktivno šolo in zdravo mesto se je izkazalo, da je pravzaprav prav šola mogoče celo najboljše izhodišče za začetek izdelave načrta hodljivosti, zato ker pride tukaj do takega prekrivanja interesov. Po eni strani si zelo želimo otroke postaviti na noge in jih aktivno nekako pospremljati v šolo in jih naučiti aktivne mobilnosti. Po drugi strani tudi je sentiment skupnosti zelo naklonjen otrokom in problemom ali pa potrebam otrok, tako da dobimo nekako soglasje širše skupnosti za ukrepe, ki so mogoče manj zanimivi ali pa manj privlačni za šoferje. Smo v bistvu že vemo, na katerem območju delamo, imamo prvi pregled stanja in zdaj želimo poglobiti razumevanje tega in se predvsem pogovarjati z pešci in dobiti izkušnjo pešcev v našo analitično sliko. To naredimo na več načinov. Po eni strani izpeljemo lahko določene pogovore, intervjuje. Nekatere intervjuje in pogovore speljemo skozi sprehode v prostoru, tako da nas v bistvu naprimer otroci, šolarji popeljajo po svojih šolskih poteh in nam razložijo, kaj se jim dogaja na šolski poti, kje je varno, kje je nevarno, kaj jih skrbi, kaj vidijo oni kot problem, če se jih je strah, kako oni skratka dojemajo in varnost in kulturo prometa. Vedno vključimo v tem kontekstu tudi različne vrste oseb z oviranostmi, najraje invalida. Sprehod z invalidom je vedno zelo poučen, če se ne da speljati sprehoda, vsaj resen pogovor, poglobljen pogovor o izkušnjah invalidov z pogoji za v resnici gibanja, s pomočjo različnimi pripomočki, ali je to voziček ali so to drugi pripomočki, zato da tudi to sliko pridobimo. Dobri nauki se potegnejo potem lahko ven iz vseh teh okolij, kjer je veliko pešcev, kar se pravi vse dejavnosti, ki generirajo veliko pešcev, vprašanje poti med šolo, glasbeno šolo, nekimi telovadnicami, kjer se na primer otroci po koncu pouka morajo premakniti nekam. Tudi vprašanje javnega potniškega prometa, kakšno je tukaj zdaj razpoloženje, koliko je tukaj možnosti urnike prilagajati, koliko je sploh prisoten javni promet, koliko se razume, kdo potuje, kako prihajajo v šolo na delo ljudje, kako prihajajo na delo naprimer na občino ljudje, se pravi različne populacije preučujemo njihove potovalne navade. In ker smo zelo orientirani na šolo, sploh če izhajamo iz šol, v tem okviru tudi vprašamo
otroke v šoli, kako prihajajo v šolo in kako bi si želeli priti v šolo. Skratka, skušamo videti to sliko, kakšen je tukaj razkorak. In zato, da bi razumeli, ali je ta razkorak sploh realen, če si na primer zelo veliko otrok želi hoditi peš, moramo vedeti, kako daleč so v resnici doma, da bi lahko to povezali in rekli, ja, resnično ta količina otrok, ta delež otrok bi lahko prihajal peš, so dovolj blizu doma, samo ne pridejo, ker se na primer ne počutijo dovolj varne. Zato naredimo še eno analizo in to je analiza, s katero pogledamo, kako daleč od šole v bistvu bivajo to leto vpisani otroci in tudi to preverimo, z vidika tega, da smo se že naučili, kako daleč je nekaj peš v našem okolju, kje so zdaj kako razpade ta populacija, da smo potem zelo stvarni v teh ocenah, kdo bi lahko hodil peš, kdo je bolj lahko tudi na kolesu in kdo so tisti otroci, ki jih ne smemo nekako pričakovati, da bodo aktivno prihajali od doma. Je tudi seveda odprta možnost, da se široka lokalna skupnost posvetuje, da se odpre posvetovanje ali na javni razpravi o tem, kakšni so pogoji za hojo, ali naprimer preko spletnih portalov, ki omogočajo, da ljudje odgovarjajo na določene vprašanja ali da naprimer na zemljevidih zarišejo določene točke, ki se jim zdijo problematične ali pa kjer bi bilo treba kaj spremeniti. In to so vse podatki, ki jih potem prostorski načrtovalci zavedejo na te skupne karte problemov v pregledni seznami in se tako ta slika stanja počasi gradi. Zdaj smo v bistvu že zelo daleč v procesu, imamo en širok nabor problemov in imamo eno karto polno nekih točk in nekih območij, glede katerih imamo ene posebne informacije o tem, kakšne so razmere, kdo je pravzaprav tam neka prizadeta skupnost ali pa uporabnik. To lahko uredimo in uredimo sicer na tak način, da v bistvu za vse te probleme iščemo rešitve, skušamo to prevesti, tukaj je potrebno narediti neko nov pločnik ali pa neko infrastrukturno rešitev, ali pa v bistvu iščemo ukrepe, ki so bolj organizacijske narave, to lahko rešimo samo z umirjanjem prometa, z bolj pozorno vožnjo, z nekim ozaveščanjem drugih udeležencev v prometu. Tako da nekako razdelimo vse te probleme v 3 skupine. Problemi, ki se rešujejo z infrastrukturnimi rešitvami, problemi, ki so organizacijsko rešljivi in problemi, ki se nekako nagovarjajo preko ozaveščanja in kjer pač pol mogoče širšega vidika pristopamo v to, da spodbujamo deležnike tako k neki kulturi vožnje ali pa kulturi prometni, kot tudi k temu, da vsak pri svojih dejavnostih spodbuja k peš hoji in ustvarjanju dobrih pogojev za hojo. V tem kontekstu se potem pripravita ta 2 pregleda, imamo zdaj nek seznam in imamo to tudi na kartah, imamo pa zdaj potem pred sabo še en korak, da se potem odločimo, kako se bomo v bistvu tega lotili. Ko imamo narejen ta pregledni seznam problemov in smo jih že razdelili v 3 skupine ukrepov, gremo s temi rezultati analitičnimi, ponovno se srečamo s fokusno skupino. Zdaj te deležnike obvestimo, kaj vse smo ugotovili, oni razmišljajo o tem, kaj smo se pogovarjali na začetku in zdaj pomagajo pravzaprav ovrednotiti, dati težo posameznim ugotovitvam in že nekako napeljujejo tudi na to, kaj bi bilo smotrno prej rešiti ali pa potrebno prej rešiti in kako potem ukrepati v nadaljevanju, da bomo pač na primer vse te probleme naslovili, ki smo jih odkrili. Tukaj pride do 2 stvari, po eni strani do tega nekako že dejanja prioritet, kaj je bolj pomembno, po drugi strani do tega, da se te deležniki začutijo ponovno povabljeni in razumejo, da imajo neko vlogo v tem, da se stvari spremenijo, naučijo se tega, praviloma se naučijo tega, kako malo je pravzaprav odvisno od infrastrukturnih ukrepov, kako veliko ukrepov je nekje doma v tem mehkem polju dogovornega rabe prostora in se zavejo tega, da bojo seveda morali mogoče spremeniti potovalne navade, način tega, kako se premikajo po prostoru ali pa kako se vozijo skozi prostor in podobno. In zdaj akcijski načrt je potem nek načrt, kjer se za na primer prihodnjih 3 leta sestavljajo
eni projekti, ki jih bomo probali s pomočjo občinskih financ ali pa vključevanja v druge projekte in programe realizirati. In to ne bomo rešili čisto vsega, bomo pa prvo prioritetno listo rešili in bomo počasi nekako največje probleme odpravljali. Smo pripravljeni na to, da ko pridejo sredstva, ko se odprejo kakšni razpisi, že vemo, kaj bi želeli v resnici prijaviti in kaj bomo probali s pomočjo določenih sredstev rešiti. Stvari, ki pa niso odvisne od investicij in od velikih sredstev, pa lahko začnemo takoj počasi uveljavljati z nekimi organizacijskimi in promocijskimi akcijami, kar tudi lahko naredi kar velike spremembe. Skaže se, da mnoge rešitve, take hitre rešitve, ki razbremenijo naprimer vhode v šolo, prometa in nevarnosti, so pravzaprav povezane z organizacijo in z nekimi odločitvami, ki ne zahtevajo infrastrukturnih ukrepov. In to je v bistvu tako pomembno vedeti, da na koncu bomo prišli do enega seznama stvarnih projektov, ki jih bomo kot različne investicije lahko naprej izvajali, in do enega seznama projektov, ki jih bomo lahko relativno hitro dogovorno rešili med sabo, mogoče tudi z direkcijo za ceste, če smo na državni cesti, naprimer s šolo, ampak vseeno relativno hitro, brez velikih investicijskih in gradbenih posegov, kar je v bistvu zelo pomemben nauk načrtovanja. Več o pripravi lokalnega načrta hodljivosti in procesu dela, organizaciji, posameznih metodah, analitičnih in načrtovalskih, najdete v priročniku za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti, ki je izdelan na podlagi teh primerov, v praksi preizkušenih primerov in v sodelovanju s vsemi temi občinami in prostorskimi načrtovalci, ki so poskušali po podobnem principu delati načrt in lahko relativno preprosto vodi vsako lokalno skupnost k izdelavi načrta.